Da mi ne bi slučajno kdo očital, kako nikoli ničesar ne naredim, sem se odločil, da pomijem posodo. Ni tople vode. Se to ne more biti res. Ko se končno spravim pomivati posodo, ni tople vode. To moram nemudoma rešiti, da ne bom na koncu celo kriv, da sem uničil bojler. Dobar dan. Ja. Me se pa bojler pokvaril. Za servis toplotne črpalke. Koliko je pa resno stara? Ja, star je. Ne vem, ne da tople vode. V pogovoru s strokovnjakom sva prišla do zaključka, da bi bilo najbolje, če kupim nov bojler. Saj je zdajšnji že nekoliko v letih. Da ne bi kupoval mačka v žaklju, sem najprej preveril sposobnosti ljudi, ki jih izdelujejo, in se pozanimal, kako takšen grelec pravzaprav nastane. Za monterje hladilnih naprav posebej šole ni, rečemo, da bi bila. Večina smo priučeni monterji, jaz sem po poklicu vodovodni inštalater in sem se pač v firmi, kjer sem se zaposlil, priučil tega dela. Obstaja neka šola za, rečemo, klimatizacijo, samo je tiste bolj kanali pa te stvari, rečemo, prezračevanje in te. Najprej naredi železno ogrodje. Na to ogrodje potem postavi ventilator, grelec. Aha, sedaj so pa že na vrsti cevi. Te cevi skrivi, privari. Zaenkrat izgleda vse v redu. Še končni detajli in bojler je narejen. Za toplotno črpalko, za ogrevanje sanitarne vode imamo tek okoli 6 ur. Je izdelana, rečemo, od začetka, pač dobimo komponente in sama sestava pa testiranje traja nekaj okoli 6 ur za en izdelek. To pa je kar nekaj dela. In ne glede na to, da specializirana šola za ta poklic ne obstaja, je potrebno kar veliko znanja in sposobnosti. Osnova je, da zna variti, da pozna pač osnove elektrike, ostalo se pač z delom priuči. To so osnove, ko jih dobiš, rečemo, v enem letu do 2 letih različno od pač samega postopka dela, pa to, pol so pa izkušnje iz terena. Tisti je največ, pa razne seminarije, ko se pač izvajajo pa te stvari. Na takih stvarih se največ naučiš. Če sem prav opazil, se dela tudi s plin in to bi znalo biti res nevarno. Nevarnosti ni to, rečemo, čeprav se z plinom dela pa s teh stvarih, samo to so taki neškodljivi plini, tako da ni kakšne nevarnosti ekstra, razno kako če je kako delo na višini ali pa te stvari, tistega pride nekaj, samo ni tukaj, da bi bilo dej. Poklic je dokaj zahteven. Rečemo, sama izvedba hladilnih sistemov pa te stvari je dokaj zahteven poklic. Proizvodnja, rečemo, poteka bolj v delavnici, kar imamo pač v teh hladilnih sistemih. Tisti je nek plus pač, da si natoplim, da nisi glih vsakmo v vremenu od zunaj, rečemo, tako razni monterji po gradbiščih pa po teh stvarih. V tem je pa tudi nekaj terenskega dela, ker kar se naredi v delavnici, rečemo, izdela, je tudi del je treba iti na teren zmontirati. Po vsem, kar sem videl, se mi zdi, da sem se odločil pravilno. Ne bom popravljal starega bojlerja, kupil bom novega.